Danes v Pomurskem dnevniku. Prenova Fazanerije. Popolna zapora ceste. Nova skupina za COVID. Omejitev obiskov. Vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prenova osrednjega igrišča črno-belih mestnega stadiona Fazanerija je vstopila v zaključno fazo. Izkušeni izvajalci del so namreč včeraj pričeli s polaganjem nove travnate ruše. Fazanerija je tako že zasijala v bolj zeleni podobi. V tem tednu smo lahko na Fazaneriji priča kar 21 tovornjakom s hlajenimi prikolicami. Iz Italije v Mursko Soboto so namreč pripeljali okoli 600 zvitkov trave za Fazenerijo. Po razkladanju travne ruše sledi previdno nameščanje zvitkov na pripravljeno površino. Na delu so izkušeni polagalci trave z izkušnjami iz prestižne italijanske nogometne lige. Te polagalci konkretno so polagali Rim, so polagali Juventus, Torino, Atalanta in nešteto drugih lige v Italiji. Novo travnato igrišče, ki bo za 15 metrov pomaknjeno bližje glavni tribuni, je ob novi travnati ruši dobilo tudi sodobni namakalni sistem, novo drenažo in talno gretje zelenice. Gre za pridobitve, ki so seveda skrite prostemu očesu, a so vendarle izrednega pomena. Nazadnje je bilo to igrišče rekonstruirano oziroma prenovljeno leta 1964 in po vseh teh letih si zagotovo je bilo potrebno narediti ta korak. V Murski Soboti so se že pred časom odločili za drugačno različico igrišča kot v Ljudskem vrtu in Stožicah, kjer igrajo na hibridni zelenici. Na novi igralni površini v Fazaneriji bo tako rasla izključno naravna trava brez dodatka umetne. Gre za prvo tovrstno travo z mešanico semen, ki je pripravljena prav za nogometna igrišča. Je gojena na pesku, na kremenčevem pesku. In to je tudi prednost, kar se tiče drenaže in vse. In tudi kot podlaga, kot vidite, podlaga je tudi peščena in pripravljena, da ni problem z zaostankom vode. Nova travnata površina pa ni edino, kar se bo spremenilo v Fazaneriji. Nogometna šola Mura namreč istočasno ureja tudi nove prostore pod južno tribuno. V kateri načrtujemo novo klubsko trgovino, manjši gostinski lokal, pisarne, ki so nujno potrebne. Radi bi naredili tudi manjši muzej. Klub si to zasluži in je nujno potrebno. Kljub vsem prednostim pa celotna prenova soboškega igrišča ne bo ravno poceni. Vrednost investicije je namreč ocenjena na okrog 800 000 evrov. Prav tako se v Murski Soboti že pripravlja celovit prostorski načrt in projektna dokumentacija za investicijo dograditve celotnega stadiona in prenovo bližnjega kopališča s pokritim bazenom. Če bo predlog sprejet, ki je sedaj v javni obravnavi ta prostorski načrt, bi naj bila na tem območju tudi večnamenska dvorana. Se pravi, to smo mi to investicijo nekje ocenili na 26 milijonov. Gradnja povezave med glavno in severno tribuno ter nove vzhodne tribune z dovoznimi cestami in parkirišči je ocenjena na 8 do 10 milijonov evrov. Ne nogometni klub in ne občina tega sama ne bosta zmogla. Pričakujejo pa pomoč v okviru zakona za investicije v športno infrastrukturo, kjer je za naslednjih 5 let predvidenih 150 milijonov evrov. Kdaj točno bo projekt izveden, pa je za zdaj še težko napovedati. O časovnici je zelo nehvaležno govoriti, ampak v klubu smo si nekako začrtali, da bi želeli to izpolniti v roku 3 do 5 let. Novo zelenico bodo nogometaši Mure preizkusili že mnogo prej. Čez dobra 2 tedna bodo namreč na Fazaneriji odigrali evropsko kvalifikacijsko tekmo proti moldavskemu nasprotniku. Na državni cesti od Murske Sobote proti Gederovcem se trenutno izvaja rekonstrukcija cestišča. Zaradi zagotovitve varnosti v prometu in nemotenega poteka gradbenih del je v času izvajanja projekta večkrat spremenjen prometni režim. Rekonstrukcija omenjene ceste se izvaja od križišča državne ceste za cesto v vas Veščico do državne meje z Republiko Avstrijo. V okviru projekta pa se bo poleg rekonstrukcije vozišča izvedla tudi kolesarska steza, ki bo potekala na desni strani iz smeri Murske Sobote proti Gederovcem, na levi strani ceste pa bo izveden pločnik za pešce. V sklopu rekonstrukcije nameravajo urediti tudi novo ulično razsvetljavo in položiti novo vodovodno omrežje.
Zaradi zagotovitve varnosti in nemotenega poteka gradbenih del je v času izvajanja projekta večkrat spremenjen prometni režim, kjer so predvidene tudi delne zapore ceste. Te dni pa je tam uvedena celo popolna zapora za promet. In sicer popolna zapora ceste poteka od Rankovec do bencinske črpalke OMV v Gederovcih, trajala pa naj bi 2 dni. Obvoz je ta čas urejen preko vasi Sodišinci. Vse občanke in občane ob spremenjeni prometni ureditvi in izvedbi rekonstrukcije državne ceste prosijo za razumevanje in strpnost. Priporočila povezana z omejevanjem epidemije koronavirusa bo po novem tehtala posvetovalna skupina, ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel. Kaj nas torej čaka jeseni? Bo cepljenje obvezno? Kaj bo s testiranjem? Možni so 3 scenariji. V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo delovala nova posvetovalna skupina za COVID-19. Vodja skupine bo Mario Fafangel, v skupini pa bodo priporočila za posamezne delovne skupine pripravljali člani iz različnih strok, na primer imunologi, infektologi, mikrobiologi, specialisti javnega zdravja, komunikologi in antropologi. Kot poudarjajo v skupini, se lahko jeseni pripetijo 3 scenariji. Prvi izmed njih predvideva epidemiološko situacijo, ki je enako kot sedaj, torej širjenje zgolj različice omikron, ki predstavlja manjše tveganje za hud potek bolezni. V tem primeru ostanejo tudi enaka priporočila, torej cepljenje, izolacija, zračenje prostorov, delo na domu in uporaba zaščitnih mask. Naslednji scenarij predvideva nevarnejše tveganje za hud potek bolezni. V tem primeru bi bili predlagani strožji ukrepi. Tretji scenarij pa bi v veljavo stopil v primeru hudega poslabšanja. Naslednji scenarij predvideva nevarnejše tveganje za hud potek bolezni. V tem primeru bi bili predlagani tudi strožji ukrepi. Tretji scenarij pa bi v veljavo stopil v primeru hudega poslabšanja situacije, ki bi prinesle nepredvidljive spremembe. Kot poudarjajo v skupini, pa se nam najverjetneje obeta le prvi scenarij, tretji je zgolj malo verjeten. Kaj pa bo s cepljenjem in testiranjem? Glede testiranja Fafangel izpostavlja, da je pomembno, da je dostopno, a dodaja, da masovna testiranja, kakršnim smo bili priča v zadnjem času, trenutno niso smiselna. Cepljenje proti koronavirusu pa tudi v prihodnje ne bo obvezno. Kot smo poročali, so nedavno v Splošni bolnišnici Murska Sobota sprostili vse obiske. Ti so bili dovoljeni na vseh oddelkih in za vse osebe. Zdaj pa so se odločili, da obiske ponovno omejijo. Kakšni so torej novi ukrepi? Iz Splošne bolnišnice Murska Sobota so sporočili, da od jutrišnjega dne, torej 30. junija, ponovno omejujejo obiske. Obiski obolelih v bolnišnici so tako zopet omejeni zgolj na eno osebo na vseh oddelkih. To pomeni, da lahko obolele ali poškodovane sorodnike ali znance obišče zgolj ena zdrava oseba na dan in to za največ 15 minut. Obiski pod omenjenimi pogoji so možni vsak dan od 14. do 16. ure, obiskovalci pa morajo imeti ves čas obiska pravilno nameščeno kirurško masko. Kot še sporočajo iz soboške bolnišnice, je od jutrišnjega dne ponovno obvezna tudi uporaba mask za vse zaposlene in paciente. Kaj je botrovalo tovrstni odločitvi, zaenkrat še ni znano. Mursko-soboški škof Peter Štumpf praznuje te dni 60 let. Ob življenjskem jubileju so mu v katoliški cerkvi v Murski Soboti pripravili posebno sveto mašo. Pasi moje ovce. Tako je Jezus rekel apostolu Petru, ko je ta 3-krat potrdil, da ga ima rad. Tako je Jezus rekel tudi našemu slavljencu, ko ga je postavil za voditelja soboške škofije. Pri tej sveti maši bomo molili, naj Bog naklanja našemu škofu potrebnih milosti, da bo zmogel biti pastir po Jezusovem srcu, da bo zmogel vedno iti za njim in za seboj peljati vso čredo, ki mu je zaupana. Naj mu Bog da moči in poguma, da bo zmogel zapustiti 99 tistih, ki so na varnem, in iti za izgubljeno ovco in jo pripeljati nazaj k očetu. Naj mu Bog da modrost, da bo znal razvezovati in zavezovati in tako izpolniti poslanstvo, ki mu je naloženo. Prosimo pa tudi za zdravje in moč, da bo tudi v naslednjem desetletju lahko služil cerkvi in vsem ljudem
ki potrebujejo vodnika in očeta, zdravnika in tolažnika. Včerajšnja silovita neurja nad avstrijsko Koroško so nekatere kraje popolnoma odrezale od sveta. Takšnega neurja in poplav ne pomnijo od leta 1946. Tamkajšnje ljudi naprošajo, naj ne zapuščajo hiš. Več o tem ter druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 28, v Lendavi 30, v Murski Soboti in Radencih pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okrog 22, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 19, dnevne pa okrog 31 stopinj Celzija. V petek in soboto bo pretežno jasno, v soboto bo vročina prehodno nekoliko popustila. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 19, čez dan pa od 30 do 34 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri, ko bo z vami Tamara.